Envita živijo. Dobrodošli nazaj v Lavitas na svetih. Mojca Ribičeva z vami in danes bi rada govorila zopet malce o našem jesenskem času in njegovih vibracijah. Nekako bi vas na začetku najprej vprašala, kako ste kaj zaštartali v september. Je bilo stresno, je bilo mirno, je bilo zaskrbljujoče, je prisotna naglica ali ste september začeli v miru. Kot kažejo izkušnje, nekako ko opažam, je resnično september en tak mesec, ko se začnejo novi začetki. Torej, poletna vibracija je bolj sproščujoča in damo možgane bolj na off, ampak potem, ko pride jesen, pride novo šolsko leto, pridejo nove obveznosti in se mi zdi, da nekako zopet kar pozabimo na sebe in svoje telo in seveda se zopet vrtimo v tem bolj, bom rekla, obvezujočem ritmu, naglici, hitenju, po opravkih, po vsakodnevnih nalogah in tako nekako naš stres zopet prevlada nad nami in našim telesom. Seveda smo tudi v obdobju sprememb. Globalno se dogajajo spremembe, globalno nekako se prebujamo in seveda tudi to je zelo naporno in sigurno ni prav lahkotno, ne? Tako da bi vas majčkeno pozvala, da vseeno v tej naglici najdete čas za sebe in najdete tisti čas, da se malce umirite in seveda greste k sebi in k svojemu srcu. Predvsem pa, da sledite svojemu srcu, tudi če je ne vem kako hudo, če je ne vem kakšna zapletena situacija, umaknite se od te situacije in pejte vase. Pejte v svoje srce, začutite ga in nekako mu dovolite, da vas srce vodi, ker srce vas bo sigurno pripeljalo na pravo pot in sigurno boste našli pravo rešitev. Zato je v teh časih še toliko bolj pomembno, da nekako se odkljapljate od vsakdanjika, da si vzamete par minut zjutraj, zvečer samo za sebe in nekako ste samo v tišini, da greste v bistvu res globoko vase in samo čutite svoje srce in mu prisluhnite. Srce vam bo sigurno odgovorilo, verjemite mi. Tako da, kar se tega tiče, vam res toplo priporočam, da se enostavno dnevno nekako odklapljate in priklapljate. To pomeni, da se odklopite od, bom rekla, tega vsakdanjika, v katerem živite, torej to je zunanji svet in greste v svoj notranji svet. Zdaj pa kako greste v svoj notranji svet? Zelo veliko je načinov, kako priti v notranji svet. Torej, prvi način, kako greste v svoj svet, je sigurno pomirjajoča muzika. Torej, najte si eno, na netu je zelo ogromno te muzike, najte si eno sproščujočo glasbo in jo lahko samo poslušate. To je faza 1. Potem lahko v bistvu
tudi dihanje vključite. Jaz imam zelo veliko treningov dihanja, tako da če vas to zanima, lahko tudi majčkrat pobrskate po moji spletni strani www.lavitas.si, kjer v bistvu v valni skupini Vitas Energy Online zelo podrobno obdelujemo naše dihanje s celim telesom, tako da sigurno je to ena iztočnica, da v bistvu dihate s celim telesom, tako telo predihate in s tem telo tudi v celoti sprostite. Tako da seveda tudi potem mišice in vse ostalo naravna se tudi balans v notranjosti telesa, v procesih notranjih in tako dalje. Tako da, kar se tega tiče, je sigurno dnevno obvezno dihanje s celim telesom. Druga stvar je potem pa že meditacija. Kaj ima meditacija? Meditacija pa je že bolj globja, rekla, ne toliko kot sprostitev, je posledično sprostitev, ampak meditacija pa je že, bom rekla, most do tvoje notranjosti, torej most do tvojega notranjega sveta, do tvoje duše, do tvojih hodnikov in seveda vsega vodstva, univerzuma. Tako da, kar se tega tiče, če ne znate meditirati, imate na netu ogromno meditacij, vodenih meditacij, tako da vam priporočam, da si kakšno poiščete. Tudi na mojem YouTube kanalu imate pod seznamom relax, oziroma imate gong kopeli, to pomeni, to so samo sprostilne gong meditacije, bodo prišle v prihodnosti tudi meditacije za sprostitev. Naslednja faza je pa, da v bistvu, če ne morete biti pri miru, če ne morete, če vas to znervira, da morate biti pri miru pa poslušati glasbo, pa pejte kaj ustvarjati. Nekaj naredite vsak dan, kar vas veseli. To pomeni, če imate kak hobi, če radi slikate recimo, pejte in ustvarite eno super sliko. Recimo, če radi klavir špilate, dnevno se odklapljate na ta način, da greste špilati klavir. Oziroma kitaro, karkoli, če radi kuhate, pejte, naredite en super, ne vem, narastek ali pa super večerjo, karkoli. Važno je, poanta vsega je, da se odklopite in da se sprostite, da nahranite svoje srce in dušo in da začutite ob tem radost. To je najbolj pomembna stvar. Tako da, zato je super, da se dnevno odklapljate in ali greste na tak sprehod v naravo. Narava vemo, da je krasna vibracija, da zelo, zelo sprosti in seveda nas tudi energizira. To pomeni, da nas v bistvu napoji z energijo. Tako da, to je res krasna stvar, ampak morate pač biti tudi odprti za to. Tako da vseeno bi vas majčkeno rada pozvala, da naredite nekaj v tej smeri. Sploh ti jesenski dnevi so kar naporni, tudi dnevi se krajšajo, kar tudi na telo dosti vpliva in smo tudi bolj utrujeni, zato moramo poskrbeti na dnevni bazi, da se nekako čim bolj umirjamo in poskrbimo za dnevni počitek, ki smo ga dolžni dati svojemu telesu. Seveda vas pozivam tudi k gibanju. Tudi gibanje je zelo, zelo pomemben dejavnik, dnevni dejavnik, kateri tudi poskrbi za, bom rekla, ravnovesje tako uma kot telesa. To je ene par nasvetov
za hitro. Tako da zdaj, če bi radi se več poglobili v gibanje, vas seveda tudi nekako srčno povabim ali v moje skupinske vadbe ali pa v vadbo Vitas Energy Online, kjer preko kamere od varnega doma vadimo za celotno telo in seveda tudi odklapljamo Kot sem pa že rekla, pa tudi zelo dajem poudarek na dihalne vaje, ki so ključne za, bom rekla, ravnovesje v telesu. Tako da, če ste začutili, da bi se pridružili ali skupinski vadbi v živo ali pa online, seveda vas srčno vabim, da pišite na info@lavitas.si ali pa si več preberete na moji spletni strani www.lavitas.si. Tako, zaenkrat se vam poslavljam. Se še oglasim s kakšnim super nasvetom, Lavitas nasvetom. Toplo vam priporočam, odklapljajte se in naredite vsak dan nekaj za sebe in za svojo dušo. Srčno vas pozdravljam in želim vam vse dobro. Lavitas živi.